Vsi tisti, ki se trenutno borite s kilami, lakoto najbrž vidite kot slabo stvar. No, kljub temu pa, da gre za zoparen občutek, je lakota pomemben biološki znak, da se z vami nekaj dogaja. Kaj pa, če smo kar naprej lačni? V tem videoposnetku boste izvedeli 8 razlogov, zakaj smo kar naprej lačni, zakaj pojemo preveč in kako si lahko pomagamo sami. Živim, dobrodošli nazaj na kanalu Moj laboratorij. Mi da sva Bija in Aleš, zdravstvena delavca, ki vam na tem kanalu govoriva o ščitnicah, hormonih, alergijah, pa tudi o hrani. Tudi danes sva pa za vas pripravila tak video, pogledala malo po literaturi, no, so pa to tudi stvari, ki jih govorimo na naši šoli hujšanja, tako da če vas zanima taka vsebina, se ne pozabite naročiti na kanal. Ok, lakota je po definiciji občutenje potrebe po hrani, kar nam omogoča, da mi telesu damo potrebno energijo za delovanje. Je pa treba lakoto odločevati od apetita, ki je v bistvu želja po posebni hrani in se lahko pojavi tudi brez občutenja lakote. No, vsi tisti, ki ste se že kdaj borili z odvečnimi kilogrami ali pa poskušali kakšne različne diete, tako kot jaz, to razliko zagotovo poznate. Nisi ravno lačen, ampak nekaj vseeno bi, pa pol tisto na hitro tudi posmukaš, ampak nisi še čisto zadovoljen, pa mogoče bi še nekaj. No to. Občutek za lakoto in pa sitost uravnavajo nevroni v hipotalamusu, kjer imamo pa tudi center za lakoto in pa center za sitost. Na delovanje teh centrov pa vplivajo različne substance in pa dražljaji. Lakoto povzroča delovanje nevropeptida gama, hormona grelina in tako naprej. Občutek sitosti pa povzroči raztezanje želodca in pa tudi nekateri drugi hormoni, kot so na primer serotonin, holecistokinin, leptin in pa inzulin. No, ta zapleteni mehanizem telesa nam sporoči, kdaj je čas, da mu damo novo dozo energije v obliki hrane in je ustvarjen tudi z namenom, saj telo potrebuje nek določen čas za prebavo in pa počitek po hranjenju. Kaj pa delamo mi? Ne prepoznamo znakov in ignoriramo ta mehanizem in zato kar naprej nekaj zobamo, kar pa lahko poruši celoten mehanizem delovanja prebave, to pa za sabo potegne cel kup stvari. Telo namreč rab kar nekaj časa za presnovo in pa počitek po tem. Takrat se nam razniža krvni tlak, upočasni se tudi bitje srca, poveča pa se tudi delovanje želodčno-črevesne absorpcije hranil, s katerimi telo ustvarja energijo za svoje potrebe. In glih zaradi tega ni dobro, da kar naprej nekaj jemo. In če pogledamo v zgodovino, človek na tak način, kot se prehranjujemo danes, včasih ni jedel. Lovci pa nabiralke so pač mogli hrano najprej poiskati, še naprimer Rimljani pa naprimer niti niso poznali zajtrka. No, danes pa različni nutricionisti priporočajo različno število obrokov. Mi pa ugotavljamo, da je vsak zgodba zase in da si mora vsak pač poiskati tisto, kar njemu ustreza. No, vseeno pa se dogaja, da nekateri ljudje so res kar naprej lačni. Pa dajmo zdaj pogledati 8 razlogov, zakaj ste kar naprej lačni. Telo za svoje pravilno delovanje potrebuje vse makronutriente. To so beljakovine, ogljikohidrati in pa maščobe. Seveda pa nimajo vsa hranila enakega vpliva na občutek sitosti. Ogljikohidrati, na primer, so super za hitro energijo, ta pa ne dolgo trajala zaradi tega, ker nas ne nasitijo, pa toliko, kot na primer beljakovine ali pa maščobe. Če je torej vaš obrok pretežno sestavljen iz osnovnih ogljikovih hidratov, boste kmalu spet lačni. No, visoko beljakovinska živila in pa vlaknine so v bistvu najbolj učinkovita živila za ustvarjanje občutka sitosti, tudi zaradi procesa presnove hranil iz teh živil. Kako si pa sestaviti obrok, da boste zadovoljili vse potrebe, sva večkrat že povedala, pa mogoče enkrat posnela tudi video sam na to temo. Potrebe po beljakovinah so povečane pri, na primer, športnikih. Jaz vem, da sem precej bolj uspešen v smislu, da nisem lačen, imam več energije in ohranjam mišično maso, če skrbim za zadosten vnos beljakovin. Priporočena dnevna doza za športnike je 1-2krat toliko v gramih, kakor kil imate. Zame je to na primer 160 gramov, zato ker imam 80 kil. Za nešportnike pa naj bo to vsaj 1 gram na vsako kilo teže. Če smo kar naprej lačni, najprej pomislimo na to, da ne jemo dovolj. Vsem pa se lahko zgodi, da sicer jemo dovolj, ampak ne jemo pravih stvari. Občutek lakote se namreč sproži tudi takrat, kadar ne jemo dovolj hranil za biološke potrebe telesa in če ne jemo živil, iz katerih bi telo lahko dobilo ustrezna hranila, nam bo še naprej dajalo signale za lakoto. Da bi na primer dobili solatko, sadje oziroma vlaknine, mimo pa še kar naprej serviramo čips pa ostale jajce. No, prava lakota je namreč znak telesa, da potrebuje energijo za delovanje,
Včasih pa se ta sploh ne pokaže kot kruljenje v želodcu. Lahko se nam zgodi, da nas muči glavobol, se težje skoncentriramo, smo malo motični, pa tudi kar naprej razmišljamo o hrani, po vsej verjetnosti o nezdravi hrani. Če ste med tistimi, ki se borijo z odvečnimi kilogrami, boste ob takem razmišljanju po vsej verjetnosti občutili slabo vest in se namenoma izognili pregrizkom in pa slabi hrani, v kateri fantazirate, kar bo posledično vodilo še večjo lakoto. In na koncu boste pojedli tisto celo čokolado, pico ali pa karkoli že po čemer hrepenite, zaradi tega se potem počutite za en drek. Zato bodite res pozorni na to, da pojeste dovolj vseh makrohranil, no predvsem pa beljakovin in zdravih maščob. Dober je pa tudi recimo, da se izobrazite, kaj točno vsebujejo živila, ki so pogosto na vašem krožniku. Na ta način boste vedno vedeli, kaj jeste. Zelo zanimiva dieta ali pa način prehranjevanja, če hočete, ki to teorijo zagovarja, je paleo dieta. Pa niti ne toliko z vidika, kako jeste, ampak z vidika, da ta dieta ne vključuje procesirane hrane. Visoko predelana hrana namreč vsebuje čisto preveč vsega. Praviloma je to preveč maščob, preveč sladkorjev, ne vsebuje pa teh pomembnih mikrohranil. Tako da eno tako enostavno pravilo, s katerim si lahko pomagate, je, če bi vam določen obrok znala pripraviti tudi vaša prababica, pol je po vsej verjetnosti paleo in zdravo. Živimo v enem takem res hudem tempu. Pa je gužva v službi, mudi se na cesti, otroci, njihove aktivnosti, skratka kar naprej nekam hitimo, mudi se. Posledično pa hitimo tudi pri jedi ali pa celo cele obroke stlačimo, kar nekam vmes pojemo v avtu, na poti, med odgovarjanjem na e-maile ali pa take stvari. V tem primeru pa telo precej težje prepozna sitost. Naredili so tudi eno zanimivo študijo in dvema skupinama ljudi so dali enak polne krožnike. Prva skupina je jedla tako lepo za mizo, v mirnem okolju, druga skupina pa je dobila tisti gužvi, zamotili so s telefoni, tablicami pa televizijo. In kaj se je zgodilo? Tisti iz prve skupine so s krožnikov pojedli le to, da so bili siti. Medtem ko so vsi tisti v drugi skupini so se zamotili, z drugim jedli so spotoma, spraznili so cel krožnik, kljub temu, da je bila porcija pač prevelika za njih. Evo, pa smo tam, tako pridemo do prenajedanja in pa posledično debelosti. Jaz se spomnim, da ko smo mi jedli doma enkrat na dan skupaj, takrat še ni bilo telefonov, radio smo stišali, posvetil si se hrani ali pa druženju z družino. Jejte torej v miru, lepo za mizo, bodite tudi pozorni na okuse, na barve. To bo pa pripomoglo ne samo k normalnemu občutenju tistega občutka sitosti, ampak tudi k zmanjšanju hrepenenja po prigrizkih in pa tolaženju s hrano. Tudi če ob kosilu odložite napravo in pa ugasnete televizijo, vseeno mogoče jeste prehitro. Če obroke in pa pregrizke na hitro zbašemo vase, bo telo mogoče težje zaznati, da smo polni in občutek za sitost se ne bo sprožil tako, kakor je treba. Zato je treba stvari malo upočasniti. Tudi če imate zelo malo časa za malico, pa imate res namen neki sam na hitro pojesti, dajte si poskusiti vse nameniti nek čas za obrok oziroma se vsaj majčkeno zavestno upočasniti. Recimo na vsake nekaj grižljajev lahko spijete še požirek vode, lahko tudi razmišljate o tem, kaj jeste, a ste že siti, skoncentrirate se lahko na okus hrane, na konsistenco ali pa na to, a sploh uživate v tem obroku. Tudi na ta način boste hitreje v bistvu občutili ta občutek sitosti in ga tudi ohranili dlje časa. Jaz se spomnim, da sem to prebral v eni knjigi, da treba vsak grižljaj preživeti še 50 ali 70 krat. Če te to upoštevali, bo zihar hranjenje traja zelo dolgo časa. Sam ne bo vam pomagal po kosilu kuhne pospraviti, ker bo še vedno jedel, ko bo že vsega konc. Ko je telo v neprestanem stresu, se dvigne hormon kortizol, kar sproži apetit. Še hujše pa je to, da kortizol poveča potrebo po sladkorju in enostavnih hidratih, zdaj pa to že veste, da to ni dobro za vas, ne? Stres je itak čist nehigieničen za telo. Škoduje na ravni celotnega organizma, ampak da pa zaradi tega kar naprej jemo, pa tudi ni v redu. Poskusite raje s kakšnim sprehodom po kosilu, s kakšno zmerno telesno vadbo, no pomaga pa tudi pogovor z družinskimi člani, kakšna družabna igra z otroci, mogoče lahko skupaj pospravljate kuhinjo po kosilu ali pa kaj preberete ali pa se crkljate s kužki in mucki.
Menstruacija na primer je en tak hormonski proces, ki poveča apetit in sproži potrebo po kritkanju. To sicer pride naravno zaradi tega, ker menstruacija trudi in telo takrat potrebuje več energije. Ti to meni, ali kaj? Jaz vem, da jaz takrat bi lahko pojedla vola, pa še 2 čokolade za zraven. Ampak to ne šteje kot desert, to je samo kava. No, temu vplivu menstruacije se pa načeloma težko izogniti, lahko pa se mogoče potrudimo, pa si takrat privoščimo majhen boljše prigrizke, recimo kakšno zelenjavo, sadje ali pa doma pripravljene sladice. Vse skupaj pa lahko tudi planirate. Itak verjetno veste približno, kdaj bo spet vaša imela to in takrat pač ne kupite čokolade in pa drugih svinjarij. Če kmalu potem, ko ste že jedli, spet začutite ta občutek lakote, ste po vsej verjetnosti dehidrirani. Ker je telo kompleksna zadeva, so tudi njegovi signali včasih kompleksni in jih ne znamo čisto točno razvozlati. Z neko raziskavo so pokazali, da kar 62% ljudi ta znak za dehidriranost zamenja za občutek lakote. To pomeni, da nekaj pojemo spet, namesto da bi spili en velik kozarec vode, ampak vseeno nam telo še vedno signalizira, da je dehidrirano, zato mi še vedno mislimo, da smo lačni in še naprej jemo. A vidite vzorc, načeloma smo ljudje itak vedno primanjkljajo s tekočino, zato je dobro spiti kozarec vode vsakič, ko pomislite na hrano in sčasoma se boste naučili prepoznati razliko v signalu. Če boste pred kosilom spili en kozarec vode, boste potem najverjetneje pojedli manj. No, ta trik pa lahko uporabite tudi, ko jeste zunaj ali pa ste kje na kakšnih obiskih, da ne bodo bolj samo oči lačne, pa boste preveč pojedli. Spanec igra ključno vlogo v uravnavanju hormonov, kar pa lahko vpliva tudi na občutek lakote. Slabši in pa kratek spanec tako lahko dviguje nivo grelina, kakor so pa na začetku rekli, je to hormon, ki vzbuja apetit. Prav tako pa slab in nezadosten spanec znižuje nivo hormona leptina, ki je pa odgovoren za to, da ste siti. No, v praksi pa to pomeni, da imate po neprespani noči več verjetnosti, da boste čez dan kar naprej lačni in da boste imeli potrebo po sladki in nezdravi hrani. No, temu pa se lahko izognete tudi tako, da si ustvarite zdrave spalne navade, o čemer sva pa tudi že govorila v enem izmed videoposnetkov. Neka bolj lahka beljakovinska večerja vam bo pomagala tudi pri boljšem spanju, pa drug dan ne boste kar naprej lačni. No, je pa dobro dati stran tudi vse naprave, računalnike, telefone, ugasniti luč in pač se naspati. Če ste kar naprej lačni, lahko pri sebi preverite teh 8 razlogov in pa poskusite z načini, ki sva vam jih dala, pa se bo mogoče stanje kaj izboljšalo. Zihar si bo pa zaradi tega, ki je pomogel vaš hladilnik. Če se pa spomnite še kakšnega razloga, zakaj ste vi kar naprej lačni, pa dajte to deliti z nama spodaj v komentarjih, bova vesela. Je pa meni vse to govorjenje in razmišljanje o hrani zlakotnil, tako da se bova odpravila na malco. Se vidimo v naslednjem videu. Vi pa še naprej skrbite za svoje zdravje. Čau. Konec mora biti, ker je ne moram